Bomo šli po Božji besedi, o teh besedah Svetega pisma, ko je Jezus premagal smrt in nam ljudem na tej zemlji pokazal, da je življenje po smrti. Torej, Jezus je začel z krstom pri Janezu Krstniku. To je bil začetek. In potem je bil maziljen s prisotnostjo Božjega Svetega Duha. Kaj pomeni, da je bil maziljen s Svetim Duhom? Da je on nagovarjal duše, srca. Prej vsi so se čudili milini njegovih besed in so rekli, ali ni to tesarjev sin. Druga stvar je, da je on z močjo in čudeži nastopil in delal. Delal je tudi dobra dela, pravi, delal je dobra dela in osvobajal vse, ki so bili pod prekletstvom hudega duha. Dobra dela, mi ne vemo pravzaprav, kakšna dobra dela je delal Jezus, ker niso toliko opisana. Zato pa si pomagam tu z privatnim razodetjem Marije Valtorte in tam piše, da je on in drugi so potem dajali denar revežem. Kar so nabrali, so dajali revežem. Poleg tega je pomagal ljudem. Vdovi, ki je mož umrl, pa ni dokončal tesarskega dela, je hitro priskočil, hitro je to pomagal, da je lahko ona preživela in Jezus je žrtvoval čas dragocen na zemlji tej ženi iz ljubezni. Potem v tem privatnem razodetju Marije Valtorte pravi, da je reševal sužnje, ki so se k njemu zatekli. Reševal je tudi pobeglo sužnjo, ki so jo imeli za spolnost, farizeji, in jo je skrival in potem so jo rešili. Reševal je, bi rekel, nesrečnega morilca, ki je iz težke situacije zagrešil en umor in on ga je sprejemal in mu pomagal, da se je duhovno lahko dvignil. Priblaževal se je grešnikom, da bi jih rešil. In je tudi spreobrnil svojega enega plačanega morilca, ki je imel namen ga ubiti. Tako je Jezus delal tudi poleg čudežev dobra dela. Vse je pa osvobajal, ki so bili pod hudičevo oblastjo. Zakaj? Bog je bil z njim, pravi. Torej, Božja sila, edina, premaguje hudičevo oblast in hudičevo silo. Enako v našem življenju. Ne moremo ne z vitamini, ne z fitnessom, ne z nekim matematičnim šahom reševati naše življenjske probleme, ker ne bo uspelo. Samo Bog ubija hudiča, lahko rečemo, in hudobnega duha. Bog je bil z njim. In naslednja pomembna stvar v tem prvem berilu je, mi smo priče vsemu, kaj se je dogajalo. Mi smo priče, mi smo to vse videli, da ga je obudil in da mi smo potem z njim jedli in pili. Kdaj? Potem, ko je vstal. Tako se je Jezus prikazoval svojim učencem 40 dni in je še učil, kako je z Božjim kraljestvom, dokler ni potem v nebohodu odšel pred 500 brati hkrati, ki so ga gledali, kako je odhajal, in je priča, bili so priče. In jih je učil, da je on tudi sodnik živih in mrtvih. To je v prvem berilu, ki smo ga prebrali, da so v njegovem imenu nam odpuščeni grehi. Jezus je rekel, jaz grem na križ, da odzamem vaše grehe. Torej, verjamemo Jezusu, naših grehov več ni, ko se pokesamo, ko Jezusa izberemo za našega Gospoda, odrešenika, našega Mesijo. Če ga ljubimo, če zaupamo njemu, grehi so nam odpuščeni. To vstajenje je pri 12, pri apostolih in drugih kristjanih, tisti, ki so bili priče, dalo takšno moč, da so vsi se žrtvovali do konca.
Če tega oni ne bi videli, če ne bi bili priče, tega vsega ne bi zdržali. Zato, če pogledamo 12 samo, Peter je bil križan v Rimu. Jakob je bil obglavljen v Jeruzalemu, vemo. Potem Janez je v olju bil kuhan in kasneje umrl sicer naravne smrti. Andrej je bil križan navzdol, Andrejev križ, z glavo navzdol v Grčiji. Filip in Bartolomej sta bila oba dva križana, prav tako z glavo navzdol, vendar je potem Filip še govoril, da Bartimej ni, ne vem, kakorkoli toliko kriv, oznanjal je še Boga, tako da so potem Bartolomeja izpustili in je bil potem Filip sam križan in umrl tudi na križu. Bartolomej kasneje v Azerbajdžanu doživel nasilje in so ga slekli, kožo so mu slekli pri živem telesu in je potem tudi umrl. Matej je bil ubit z mečem v Etiopiji. Tomaž je bil ubit z noži v Indiji. Jakob Alfejev kamnan do smrti v Jeruzalemu. Simon Zelot je bil prežagan in posekan s sekiro v Angliji. Juda Tadej je bil križan v Edesi, v Turčiji danes. In niso zatajili Jezusa Kristusa, niso odstopili od oznanjevanja Jezusa Kristusa. Ena beseda bi bila dovolj, ampak oni so vztrajali do konca. Žrtvovali so vse, svojo družino, svoje otroke in šli za Jezusom. Ampak niso mogli reči, da to ni res. Tako da danes je tudi večina teh dežel, kjer so oznanjali apostoli in umirali za Kristusa zaradi 100%, ker so doživeli, ker so ga videli, ker so z njim govorili, so bili več kot 100%, da je to resnica. V teh deželah so umirali, so danes večinoma muslimanske dežele, ker so potem z vojsko te dežele zasedli in seveda kristijani v muslimanskih deželah nimajo enakih pravic kot muslimani, ampak imajo poseben status s posebnim davkom za zaščito, nekaj podobnega, kot gledamo, da pridejo eni, pravi, splačaj nam zaščito, pa te bomo zaščitili. Pa bomo šli naprej na psalm o tem, kako so gledali v Torinski prt mučenega. To je dan, ki ga je Gospod naredil. V Torinskem prtu so zdaj ugotovili, da je dejansko to kri mučenega človeka, kajti kri mučenega človeka izpušča, ne vem, kaj bi rekel, določene substance, da ne bom rekel kemikalije, določene hormone in tako naprej. In ta kri, ki je na Torinskem prtu, je kri človeka, ki je bil mučen. Odkrili so vse te hormone, ki se navadno ob mučenem človeku tudi sprožajo. In tudi so ugotavljali, to so najnovejše odkritja italijanske skupine, da je tudi datumsko, ker so, ne vem, zamenjali so z nekega roba, gledali tiste datume razpadajočega ogljika, tudi datumsko je to resnično. Torej, to je dan, ki ga je naredil Gospod. Imamo gotovost, da je Jezus, konkretno Jezus Kristus, vstal od mrtvih. In on, ki je, pravi psalm danes, ki je bil kamen, ki so ga zidali, zavrgli, je postal vogelni kamen. On je resnično nekaj posebnega. To je Gospodovo delo. Delo Boga Očeta. Tudi danes v drugem berilu imamo preganjanje kristjanov. Ampak za nas kristjane, pravi drugo berilo, iščite to, kar je zgore. Torej v tem preganjanju kristjanov, ki je danes prisotno, ravno sem zvedel, da v Angliji, če zunaj, sedaj na ulicah oznanjaš evangelij, imaš Sveto pismo, te lahko dajo v zapor za 2 leti in pol. Seveda pri tem se spomnimo vse tiste množice, ki častijo drugega Boga, pa ni nobenega problema.
Kristjani smo posebej preganjeni po svetu in zdaj že tudi v tem zahodnem svetu in oznanjamo Jezusa Kristusa. V teh krizah, ki so, moramo gledati Jezusa. Ko je nevihta, gledamo Jezusa. Ko je pritisk, gledamo Jezusa. In seveda, če le smo z njim toliko povezani, povezani, da lahko potem črpamo tudi moč za življenje. Tako je danes pomembno, da bi mi oznanjali Jezusa Kristusa, ko se cerkve zapirajo, ko demoni lahko kažejo na napake cerkve in ljudje izgubljajo vero, da bi oznanjali Jezusa tako, kot je pisalo v prvem berilu, z Božjo močjo in pa z Božjo milostjo, z Božjo prisotnostjo, pa tudi z našim lastnim pričevanjem, kjer ni filozofije, ampak to tudi, ko pravi apostoli, mi smo videli, mi smo priče. To, kar si ti priča, to ti nihče ne more zavračati. V Evangeliju pa imamo polno raznih detajlov, kako je šel takega Jezus ljubi, pa je šel prvi, pa je potem prišel Peter, pa je potem on stopil, pa potem je še on zadihan pritekel in tako naprej. Detajli, da se vidi, da je to resnično, da to ni neka pravljica, kjer bi bilo vse po vrsti in tako, ampak tu prav je pričevanje tega, kar so apostoli Peter in Janez doživljala in pravi, nista razumela. Že sta slišala večkrat, da on mora vstati, to se ti ne sme zgoditi, ampak šele prav k pameti sta prišla takrat, ko sta videla, da je bil grob prazen in da so bili ta, lahko rečemo, danes Torinski prt tam zložen, pa potem je še tisti posebej obraz je na drugem mestu, ampak se vidi, da je to isti, da je to iz istega kompleta, se ne spomnim točno, ta je nekje druge, ta obraz prta, ki je bil posebej še na obrazu in se popolnoma pokriva z tem na Torinskem prtu. Torej, ob vsem tem pa imamo še pričevanja mnogih teh, ki so doživeli klinično smrt in so sicer malo ene stvari opisali nekoliko drugače, ampak nam govori o tem, da je življenje po smrti. Zato moramo mi gledati našega Jezusa, mu verjeti, na osnovi teh dokazov in drugih dokazov, verjeti naši zdravi pameti, da imamo dušo, da je življenje več vredno, kakor samo ta svet, kajti ta svet nam danes ponuja evtanazijo, ponuja nam kulturo smrti. Vse je brezsmiselno, ti se lepo zdaj si zbolel za rakom in sem slišal, da že v naših bolnicah že ponujajo, da ti dajo lahko, če zboliš za rakom, reče pa, to imate pa možnost, da vse skupaj zanikate, zdaj je konec vsega in lahko naredite samomor. Jezus je drugačen, on pravi, poglejte to, kar je čez. Mi smo romali upanje preko tega sveta. Za nas ta svet ni edini svet, ampak je nadaljevanje v ljubezni, Božji prisotnosti v naši duši in ne v dobrinah tega sveta. Da ponovimo, Jezus je dobrotnik, je pomagal in reševal, priče so bili mučeni, zato ker so videli Gospoda Jezusa. Krščanstvo je bilo silo zatrto na teh mestih, kjer so umirali naši apostoli. Preganjanje krščanstva je danes resnica. Torinski prt je resničen. Oznanjevanje bi moralo biti prisotnosti Božji in z Duhom Božjim. Detajli vstajenja so resnični in on sedi na desnici očetovi in ti veruješ resnico. Kristus je vstal, Kristus živi. Amen.